Ej, kje smo si pol v petek? Petek? Ja. Sever me je klical, da oddaja odpade zaradi Šuštarja. In pol 5 minut zatem še Godler, da imamo eno snemanje nekje v Portorožu in sem pa takoj šibal dol. Sam ga nisem najdel. Ne vem, kako sem se zgrešila, narobe mi je povedal, kaj. In na telefon ga pa nisem mogel doklicati. Tako da sem šel pol na bajto gor in sem bil cel vikend dol. Pa nimaš računalnika, ne? Ja, ne, nimam. Ker nam je srbo ne me dol padel, pa v bistvu nismo bili dosegljivi po še vikenda. Pa da? Znači, gremo, se boš obril? A imaš avizo? Pa nimam jutra, ne. Pol se pa jebi, mladini, če je prav. Okej. Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Slovenija je končno dobila prvo predsednico parlamentarne stranke. Nova predsednica LDS je 34-letna Katarina Kresal. Na kongresu v Žalcu jo je podprlo 287 delegatov, proti kandidata Matjaža Švagana pa le 42. Predsednica je bila po izvolitvi zelo optimistično in borbeno razpoložena. Moj namen je jasen, da smo uspešni na teh novih volitvah in da zamenjamo to oblast, ki obstaja sedaj in ki nas vodi nazaj v 20. stoletje. Ker tega nočem in to hočem aktivno preprečiti. Povedala je tudi, kdo so bili ob vodstvu LDS, ki jo je soglasno podprlo, njeni najbližji svetovalci. Kar me pa res veseli, je pa to, da sem si že v fazi, ko sem pripravljala svojo vizijo vodenja, uspela dobiti tako dobro ekipo, ki mi je pomagala. Mislim, da se nihče ne bi branil takih svetovalcev, kot so gospod Mitja Gaspari, gospod Dušan Jovanovič, kot gospa Mojca Drčan-Murko, gospod Matjaž Gantar in še. Ujeli pa smo tudi Antona Anderliča, ki je v pogovoru s Kresalovo povedal nekaj svojih modrosti. Ali je res, da je bilo bistveno ali pa zelo pomembno, da prihaja nov kapital, svež kapital? Seveda je pomembno, stranka brez tega ne more, ne? Sem pa pripričan, da bo dobro naložen. Tako da tukaj ni nobene dileme, ali bo dobro ali ne. Brez denarja pa tako ne gre, ne? LDS torej ima predsednico. Hkrati je stranka predlagala tudi kandidata za predsednika republike, Mitjo Gasparija. Odločitev še ni dokončna, saj se morajo o kandidaturi pogovoriti še z drugimi strankami. Lahko povem, da je magister Mitja Gaspari, tako kot je povedal socialnim demokratom, povedal tudi nam, da je pripravljen in voljan kandidirati za predsednika Republike Slovenije, da pa seveda želi, da to ni enostrankarska kandidatura. Situacija je nekoliko nenavadna, saj so socialdemokrati že prej kot svoj predlog predstavili Danila Türka. Borut Pahor je ob tem povedal, da je to za stranko vesela novica, vendar pa se bodo o končni odločitvi posvetovali še s strankami LDS, Desus in z društvom Zares. Pri vseh bom poskušal ugotoviti, ali kandidatura dr. Danila Türka uživa podporo tudi pri njih, oziroma slišal argumente za morebitne njihove druge in drugačne predloge. Danilo Türk pa je prepričan, da njegov pozen vstop v predsedniško tekmo ne predstavlja velikega problema. Mislim, da za predsedniško kampanjo nikakor ni premalo časa. Mislim, da za predsedniško kampanjo dovolj časa. Slovenija ni velika dežela. Veste, v Sloveniji je 2 milijona prebivalcev, to je toliko kot v eni od 4 njujorških občin. Do uradne kandidature Danila Türka bo sicer še treba malo počakati, je pa že zdaj videti, da se s Pahorjem zelo dobro razumeta. Morda boste malo karizme vseeno predali s tem rokovanjem, gospod Pahor. Jaz sem brez kravata, kravata ni nujno sestavljena karizma. V zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano je umrl upokojeni ljubljanski nadškof in metropolit Alojzij Šuštar. Alojzij Šuštar je v svoji oporoki zapisal: "Pogreb naj bo čim bolj skromen in izrecno odklanjam vsako cvetje,
Prosim pa za molitve in svete maše in dobra dela usmiljenja, kjerkoli je to potrebno. Pokopali ga bodo danes v ljubljanski stolnici, pogreb pa bo vodil kardinal Franc Rode. O preminulem Alojziju Šuštarju je spregovoril tudi nekdanji predsednik republike Milan Kučan, ki je s Šuštarjem opravil prvo spravno slovesnost v Kočevskem Rogu leta 1990. Žalostno me je presenetila vest, da je umrl človek, ki sem ga globoko spoštoval. Bil je globoko veren, vendar je bil svetovljan in trden Slovenec. Veliko je naredil za slovensko državo, posebej za njeno mednarodno priznanje, in veliko je naredil za strpno življenje države, ki smo jo tudi z njegovo pomočjo dobili. Bil je človek dialoga in izjemno spoštljiv tudi do tistih, ki mislijo drugače. V Ljubljani so se na 7. paradi ponosa zbrali slovenski geji in lezbike, prišlo pa je tudi precej gostov iz Italije in Hrvaške. Med drugim so pozdravili tudi parlament in poslance, ki jih na paradi sicer ni bilo videti. Poslanci, poslanke, predsednik državnega zbora in podpredsednika. Prišli smo pred državni zbor, da vas spomnimo, da obstaja svoboda. Svoboda ljubezni. Sovražni govor je prepovedan, tudi v parlamentu. Ker ga je bilo v zadnjih letih večkrat slišati prav iz te hiše, ste odgovorni za legitimizacijo nestrpnosti v družbi. Parada je minila mirno in brez izgredov, na Prešernovem trgu pa jo je pozdravil njen častni pokrovitelj, ljubljanski župan Zoran Janković. Ljubljana je zato lepo mesto, ker je ponosno mesto, ker je strpno mesto, ker je mesto tolerance. Vesel sem, da Ljubljančani sprejemajo vse, tako kot danes vas, dobrodošli, uživajte in ponosno naprej, še naprej. Srečno! Ameriška korporacija Apple je začela s prodajo iPhona, mobilnika, ki je postal kult, še preden je prišel v trgovine. Komentar dneva naš Vuk Čosič. Pred nekaj dnevi je v fantastičnem in ustrezno histeričnem ozračju lansiran iPhone. Zanimiva in dejansko integrirana kombinacija iPoda, mobilnega telefona in internetnega terminala. Po prvih reakcijah uporabnikov se stroj obnaša, kot je bilo napovedano, in ima kljub nekaj majhnim pomanjkljivostim realne šanse, da bo vzdrmal svetovni trg. Edina otipljivejša govorica, ki se morebiti dotika tudi slovenskega gospodarstva, je tista, ki napoveduje globalno sodelovanje Appla z Vodafonom. V skrajni interpretaciji lahko celo zamislimo scenarij, v katerem vzhajajoči alternativni in tujelastniški Simobil, zahvaljujoč iPhonu, dohiteva za prodajo balzamirani paradržavni mobitel. No, kakorkoli že se bo vrtela ta travma, opažam, da iPhone lahko vzgojno deluje na lokalni telekomunikacijski sektor kot pozitivna zgodba o grajenju in zadovoljevanju pričakovanj uporabnikov. Tu niti ne mislim toliko na že zdavnaj dokumentirano odkrito sovraštvo do potrošnikov, ampak na lekcijo iz inoviranja. Zdaj končno mora postati jasno, da konkurenčna prednost ni v idiotskem nižanju cen, niti v primernem ponujanju neke nove aplikacije, ampak v harmoničnem ponujanju obstoječih storitev ter njihovem optimiranju za potrebe uporabnikov. In za konec, sporočilo našim bralcem in gledalcem iz ZDA. Hitno posnemte in nam pošljite, kako vestci izgleda na iPhone browserju. Objavimo takoj. Komaj ga že čakam zaradi njegove aerodinamične oblike. Šampionat je v metanju telefona v daljavo in ta bi znal biti zmagovit. Kva se režiš? Noč. Kultura. Zgodil se je 10. mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Zvrstilo se je 75 dogodkov z več kot 200 nastopajočimi. Takole je z ognjenim performansom Sneg in led na Plečnikovem trgu nastopila Tancelarija. Še vreme, po fižolovi juhi, vetrovno. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Lahko noč.